Dragi moji, Alien živijo, Alien mama z vami in jaz sem hotela narediti video o Haludovem hotelu, ker sem se tam potikala in presežem, da ga bom enkrat, ker sem že vse posnela, ampak fora je, da ne najdem posnetkov za nazaj in zdaj obtičem v zraku in ga ne morem končati. Jesus Christ. Ampak danes se vam oddolžim zaradi tega, ker sem odkrila najbolj spooky freaking hotel na celem svetu. Stanley hotel in danes bomo govorili o Stanley hotelu in če kdo gledal The Shining, je ugotovil, da je v bistvu ta hotel navdahnil ta film oziroma Stephena Kinga, da je napisal The Shining. Dosti jamranja, gremo čim prej v video, gremo čim prej govoriti o Stanley hotelu. Stanley hotel je hotel, v katerem se duhovi sprehajajo, hihitajo, povzročajo zvoke, paranormalne pojave in v katerem klavir igra sam od sebe. Kar loči ta hotel od drugih zloveščih, prekletih, zakletih prostorov na tej zemlji, ker naj bi se duhovi potikali to, da naj bi bilo vse zelo resnično, zaradi tega, ker tam še vedno gostje stanujejo, še vedno funkcionira, še vedno lahko prideš tja, lahko se zdajle prijaviš, bukiraš in greš tja. Pa koliko so sobe, gremo pogledat. Najbolj pogumni gostje pa lahko se sprehajajo tudi dol po rovih pod hotelom. Mislim, ne kdo bi to hotel, verjeten jaz, ampak ja, resno lahko greš korak dlje. Torej, preden sta na tem območju stala hotel in zdaj tudi že mesto, ki je manjše mestece nastalo okrog tega hotela, je tam bila res krasna pokrajina, zaradi tega, ker govorimo o Coloradu tu. V bistvu v naravnem rezervatu Rocky Mountains, to je meni idealno območje. Mislim, da se jaz tam predstavljam imeti leseno hiško ali pa kakršnokoli hiško, pa pogled na reko ali pa jezer. To je to, to je neke vrste kanadski luk, sam v toplejšem območju, če se ne motim, basically pohorje na steroidih. Če se predstavljaš pohorje na steroidih, s tem, da mu dodaš še neke gorate vrhove, pa veliko več rek. Zgodba o nastanku Stanley hotela se začne s tem, da je Freeland Oscar Stanley. Njega je prizadela tuberkuloza, jetika, neke vrste bolezen, ki te uročič in ne vejo, v bistvu to je bilo ime za več bolezni takrat, če se ne motim, ampak takrat za to niso imeli zdravila, nisi šel v lekarno po lekadolo in aspirine, ampak preprosto so rekli, je nič, vse, kar ti lahko rečemo, je ali boš umrl, ali pa pojdi malo na svež zrak, pa na sonce, pa ti bo mogoče pomagal. In on je to naredil, on je šel v ta Colorado, na ta območje Rocky Mountain rezervata, kjer je preprosto doživel preobrat. Prvo kot prvo, po prvem poletju je ozdravel, pa ne samo ozdravel, on je živel potem 91 let, kar je noro. Obstaja tudi druga zgodba, ni toliko drugačna, če mene vprašaš, ampak eni trdijo, da je bil on toliko zelo prepričan, da bo umrl, ne da je šel ozdravet, ampak da je bil toliko prepričan da bo umrl, da če že bo umrl, da je šel na toliko lepo območje, kot je tam. Je ful fan lova na živali in tudi celo ta območje je znano potem, da lahko loviš, ker zelo hitro se meni sprehod neka srna ali pa pač medved. Kako obrnemo, človek je ozdravil, ok? Imel je ženo Floro, to je največ, kar moramo zaenkrat vedeti. In on se je odločil, tukaj toliko lepo meni, tukaj toliko krasno, da jaz želim tukaj preživeti celo življenje, zgradil bom enormen hotel. Zdaj zgodba tega prvega hotela je, da je takrat potem cel zgorel, če se ne motim, in potem so postavili tega Stanley hotel, ki je bil pa še ful večji, ful bolj razkošen, ful bolj mogočen. On je bil bogataš, če še niste razbrali zgodbe, in želel si je tudi, da njegovi kolegi, zahodnjaki bogataši, pridejo na to območje in tukaj uživajo, lovijo, se sprostijo, preživijo poletja z njemu. Da živijo na najbolj možen fancy način te dni ali tedne, ki bojo tukaj preživeli. Stanley je desetletje veljal za elegantno, ekskluzivno destinacijo Colorada in tudi Amerike nasploh. In poleg cesarjev, kitajskih cesarjev, pa cesarica, cesarja pa njegove cesarja, so sem prihajali tudi drugi res pomembni veljaki, predsedniki, in sploh politiki in tako naprej. Je pa s časoma ta hotel, jaz sem danes ful preveč navdušeno govorim tako random zgodbo, ki bi mogla biti scary. Daj mi maškan scary muske, zdaj se začne v duhovih. Je pa sem prišel tudi nekdo v zelo zanimivem obdobju. V obdobju, ko je hotel začel mečkan zgubljati blišč in ni bil več toliko razkošen in prijeten in mamljiv. In jaz sem prišel, zdaj se ga lahko prvošel, veš, hecam se. Stephen King. In on je preživel noč v sobi 217. In od takrat naprej je to najbolj zaželena soba v tem hotelu. Zakaj?
Od tebe Steven in njegova žena, edina gosta v tem velikem hotelu, oh my god, edina gosta. In King se spominja, da je slišal pihanje vetra zunaj sobe. Problem pri tem, da je veter pihal, je to, da zunaj sobe ni bilo zunanjosti, zunanjega sveta, ampak je bil hodnik, tako da, zakaj je tam veter pihal? Pa ne na način prepiha, ampak tako. In ko se je odpravil v sobo, je imel lucidno nočno moro. Če veste, kaj to je tisto, ki v njej sodeluješ, ki dejansko, mislim, ni mogla biti lucidna, če ne bi se zavedal in bi lahko ukrepal, ker njegov sin je namreč umrl. Lovila ga je živa gasilska cev po hodnikih tega hotela in ga je na koncu tudi utopila, torej njegovega sina. Če bi bila lucidna, bi on to lahko načeloma preprečil, ker oziroma bi si tako zavedal, da so sanje, ampak okej, pustimo, kaj je tisti članek povedal. Budil se je tako v potu, prestrašen, šokiran, v šoku in je šel in je skadil čik. In pa je potem, ko je skadil ta čik, je prišel na idejo o celotni osnovi podlagi za film The Shining. Kdor ni gledal, to je tale, fotor se zmeša v tem hotelu in hoče pobiti ali pobije celo družino in na koncu zamrzne, v glavnem crazy. Meni iskreno ni to dobra, ampak oh my god, slika je dol padla. Okej. Od takrat naprej King trdil, da je ta soba resno scary in takrat naprej je ta soba tudi tako znana in slavna. Kaj se je še zgodilo v sobi 217? Enkrat, ko je bil Stanley še živ, ko je skrbel za goste, ko je skrbel za hotel, se je zgodilo, da so reke se dvignile vode, vse vode so se dvignile, poplave so nastale, preveč dežja očitno in je vse poplavilo. In ko je poplavil Stanley hotel do te mere, elektrika je šla v K, pač niso imeli elektrike in bila je tema in predstavljali si to, koliko je scary za goste. In takrat se je on zaobljubil in rekel, jaz bom od zdaj naprej vedno skrbel, da bojo moji gosti imeli luč in svetlobo in se je takrat spomnil plinske svetilke. Je rekel, vsaka soba jo bo imela in tudi so jo imeli. Ampak posledično zaradi te dobre želje je prišlo tudi do hude nesreče. Glavna sobarica je bila Elizabeth Wilson in ona je takrat ukorakala noter v sobo, ko je uhajal plin za eno od teh svetilk. S prižgano svečo je prišla noter in prišlo je do eksplozije. Ta eksplozija je bila tako znana zaradi tega, ker je njo odnesel. Nekdo je to videl in je videl, da jo je odnesel iz te sobe v jedilnico v prvem nadstropju. Padla je v komo. To ima vse smisel do točke, ker nima več smisla in to je to, da se je ona iz te kome zbudila. Očvidec, ki je to videl, oziroma zdravniki, ki so bili priča temu, so rekli, that doesn't fucking make sense. Ona se ne mogla ne preživeti, ne zbuditi iz kome, pač kako je to možno. Vse je bila ona toliko trdoživo bitje, da je potem tukaj delala še vse do upokojitve, do konca in tako naprej. Je pa zdaj rečeno, da je raven duh te trdožive sobarice Elizabeth Wilson kriv, da še vedno mrzi tukaj goste noter v tem hotelu, pa ne nujno na slab način samo, zaradi tega, ker ne bi bila zelo aktivna, ker ves čas puca in pospravlja stvari. Gosti se kdaj zbudijo, pa sploh še nočejo dan, pa imajo spakirane oziroma lepo urejene kufre. Ali pa pridejo nazaj v sobo iz zajtrka oziroma katerega koli drugega obroka in imajo poslano poslo. Je pa še ena stvar, pa je bila ona zelo taka starokopitna, staromodna in so ji šle določene stvari zelo na živce, tako kot naprimer življenje na koruziji ali pa to, da je par skupaj, če ni poročen. In pa je, če tam prespi poročen par, lahko začuti mraz in občutek, da nekdo sedi na posli. Ko je recimo umrl lastnik hotela Stanley, bil star 91 let. On je recimo najbolj znan duh in ga srečujejo veliko na stopnišču, isto veliko pa tudi v biljardnici in v baru, kdo bi si mislil. Medtem, kakor sem že rekla, za ženo Floro je pa zanimivo, ker njen klavir velikokrat sam od sebe zaigra. Nekateri hotelski turistični vodniki verjamejo, da en duh otroka, ki naj bi imel avtizem, tava po posesti in se igra z lasmi gostov. Oh my god, da si predstavljaš to, da je preskakljava. In pa gosti v 4. nadstropju Stanleya so delili zgodbe o tem, kako so slišali otroški smeh v dvorani, kjer ni bilo nikogar. Nadzornica hotela je tudi nekdo, ki trdi, da je s tem nadstropjem nekaj hudo narobe. Se pravi, s tem nadstropjem, kjer je soba 217, ne mara zahajati tja, ker pa je vsakič, ko se tam pojavlja, je nerazložljivo dobila neko bolezen oziroma je zbolela. Vem, da je to pač, šla je gor in avtomatično je tudi takrat dobila prehlad, ampak kadarkoli dejansko se je drznila priti spet v to nadstropje, je pač prišlo do tega in res ni mogla več misliti, da je naključje. Med drugim ima ta hotel tudi pokopališče hišnih ljubljenčkov
Ime ji je bilo Cassie in je zlata prinašalka. In najbolj cute je, ker ne bi še vedno slišali, kako praska po vratih in kako prinaša časopis in laja in take stvari. To, kar je počela, ko je bila živa. Včasih pa dejansko najdejo tega zakopan časopis, ker je ful weird glede na to, da tam ni drugih psov zdaj trenutno na posesti. In če se to skozi dogaja in če ni drugih psov, je tako. In ja, potem to, kar sem že prej večkrat omenila, odspod pod hotelom je tudi mreža jam, tunelov, rovov, a veš, ima pa to ful dobro razlago. In sicer v tistih letih je bila služinčac še zelo taka stvar, da ni bila tako kot danes isto spoštovana, ampak njim je bilo kot odveč, da so mogli srečati služinčat v hodniku. Dejansko so rekli, gosti bolj, da vas ne videvajo, dajte raj se premikati spodaj po rovih od, ne vem, od pralnice do kuhne, od kuhne do sob. Vem, bedno, bizarno, ampak tako je bilo in ja, zato so ti rovi odspod. In baje v teh rovih naj bi pa strašil pek. To vejo potem, ker vedno vohaš dejansko pečene izdelke. Soba 401. Je pa mnenju nekaterih najbolj grozljiva soba v hotelu in po nekaterih poročilih naj bi jo preganjal zloben moški duh. Ne vem, koliko je zloben sicer, ampak ženske trdijo, da je predvsem problem, ker jih neprimerno odtipava medtem, ko so preoblačijo ali pa zbirajo oblačila. En moški trdi, da je bil priča temu, da ko se je, ne vem, umival zobe, se mi zdi, da je videl, kako je njegov poročen prstan, ki je bil odložen lepo na polički, je tako dol padel v odtok in šel v ker je dober izgovor za to, če ne želiš biti poročen. Po hodniku v sobi 407 je več gostov poročali o nenavadni izkušnji, da jih je neka nevidna sila potisnila v posteljo, drugi pa so čutili, da je nekdo sedel ob vznožju postelje, oh my god. In če so dobro pogledali, so videli vdolbino v prevlekih, ker dejansko pač nekdo sedi, ja veš, kaj mislim. V sobi 428 so nekateri videli kavboja, ki je med spanjem bedel nad posteljo ali pa stal v kotu. Pa što si tudi pred tej sobi 428, da na to sobo ni nobene sobe, ampak non-stop slišal korake in zvoke in tako, da bi nekdo premikal po hištvo, tako da. Baterija bo šla. To pa že dolgo se ni zgodilo. Skratka, ja, hotel, lahko ga bukirate, tako kot smo videli. To je pa to za danes. Upam, da je bil video všeč. Moram pa res hitko, če da na odcrknem. Aj, čau! Alien mama, out, bye! Radi si imejte. Bye, bye. Love you!